Živijo punce, no danes zjutraj sem probavala eno novo frizurco in pa sem jo objavila na Facebook in kar dosti je se pokazalo zanimanje, da bi rada izvedela, kako se jo naredi. In moram reči, da je zelo enostavno, jaz sem se jo naučila od 15 minut pred izpitom in je res zelo enostavna in izgleda pa, kot da je nekaj truda vloženega not. Sicer jaz imam zdaj zlikane lase, ampak to je bolj zato, ker pač saj veste, imam podaljške in se vidi potem tukaj z druge strani in od zadaj, če bi imela bolj skodrane, bi se pri meni videlo, da bi ven štrčele in tako. Če pa imate naravno nekoliko daljše lase, da lahko to že naredite brez podaljškov, pa lahko imate tudi kodraste ali karkoli, ker bo izgledalo naravno. So tukaj se pač vidi tako, ne. In sicer sem zdaj si lase zlikala in predtem uporabila samo zaščito, kar sem že milijonkrat omenila, Hair to Wear od Rene Blanca in s tem puhi olje od Paul Mitchella, kar sem dala samo zato, ker pač imam tukaj malo bolj napihnjene svoje lase in to ni toliko očitna črta, sem dala malo čez, tako se bolj zlije s podaljški. No, zdaj pa kar začela. Na začetku priporočam en bolj tak glavniček za samo črto si narediti. Sicer sama jo imam zbedno nekoliko bolj po strani, kadar imam kitke, ker mi je všeč, da to tako visi dol. In zdaj pa se odločila, kateri strani hočete kitko imeti. Sama sem se odločila pač za to. In zdaj, v bistvu, tisti del kitke je samo od spodaj. Tukaj pa greste tako, da primete zgornji del, en tak delček in samo date čez ta spodaj, tako. In potem tukaj primete še malo večji delček in se prekrijete tako. In če vidite tako, ko je zdaj meni ratalo tlele, ki je napihnjeno, samo poravnajte. In pač to delamo večino časa, samo da zmeri večje delčke vzamemo. In to je res tudi odlično. Sicer meni se podaljški že tako ne vidijo, ker sem rekla Poloni, da mi jih naredi tako, da jih imam lahko v repu, pa da se ne vidijo. Ampak če imate navadne podaljške, da pač niste za rep naredila posebno, ker tazga je to tudi odlična tehnika, ker vam bo res prekrila vezi. In pač to, jaz sem danes zjutraj tako naredila, da sem šla prvo to stran celo do konca in po mojem kar tudi zdaj tako naredila. In pač zmeri večje delčke vzamete. Je pa v bistvu samo tega, da prekrivate. In kot vidite, tle nisem v redu poravnala, ma to itak, meni je vsetno všeč, da izgleda, kot da je malo več volumna. Ko pridete do konca, samo zavijte lase, nič takega. In to ni važno, kako izgleda, ker bomo itak potem podrle. Ampak to samo zaenkrat, dokler bomo lase nekoliko fiksirali, da se to na vrh ne bi uničilo. Čeprav vidite, kakor sem rekla, ker imam sama krajše lase, že nekje štrči malo ven moji. Lahko pa tudi vidite, da je zelo, zelo enostavno narediti ta videz. In pač zdaj ima manjše elastiko, to pritrdite in se ovržete na drugo stran. In tukaj sem si sicer zjutraj pustila tak delček ven in po moje sem tudi zdaj, ker potem sem še na drugi strani to naredila in z eno špangico dala. In sicer zdaj tukaj samo naberite lase, pa če hočete malo več volumna, jih lahko samo malo tako začnete bolj, da potisnete na vrh, ali pa potem, ko bo kitka že narejena, samo malo stisnete proti gor lase. In tukaj samo začnite delati kitko, tako da obravnavate ta delček, kakor en premen. In pač samo začnite, ne glede na to, kjero stran. Ja, pa zopet, ogledalo je tukaj, zato gledam. In samo pač delajte kakor standardno kitko. In zdaj lahko tudi vidite, zakaj je to dokaj nepomembno, kako smo spele, ker itak se izgubi v kitki in se niti ne vidi tistega, da se prekriva. Tako da jaz bom zdaj kar pobrala. In seveda, zdaj delam manj površno, ker vam hočem pokazati zares, koliko lahko je treba narediti. Če pa bi se rade bolj potrudile, pa pazite pač, da
ne štrči, ki je ven od zadaj, pa da ni napihnil ali pa da je napihnil, če mi je všeč, da jih predtem bi lahko tudi natopirali lase, tako da bi spadlo, da imate malo več volumna. In ko pridete do tam, kjer vam je pač všeč, samo z eno elastiko, sem kar to odprej vzela, sprete, mislim, zavežete na koncu. In potem, če hočete, sicer bom to naredila, samo še malo las moram vzeči tako, pa lahko še te od spredaj z isto tehniko, samo to čez, to spodaj. In to čez in spodaj. Zdaj sem pa zmedena, ker se gledamo v kamero namesto gledalo. Pač smisel je tem, da vedno vzamete nekoliko večji delček kot predtem. In lahko je res tudi površno, ker to je tak videz, da tudi če naredite še nekako površno, bo izgledalo, kot da ste res dosti časa vložili v to. Tudi če v bistvu se vidite, verjetno enih 5 minut, ki so porabila za celoten videz, dvomim, da kaj dosti več. In tukaj sem samo z eno špangico zategnila in zdaj se špangice ne vidi, pač tukaj sem bila malo površna, ampak to ni problema, samo zatlačimo noter. In da se špangice pa tam gori ne vidi, pa lahko samo vzamemo tukaj čez lase od zunaj in jih damo tako čez, elastiko pa še malo not potisnemo. In zdaj bi seveda tukaj lahko malo bolj zategnila ali pa še malo spustila, meni osebno mi je všeč tako. In zdaj končan videz je nekako tako. Sicer zna biti, da kje štrči, ampak pač sem hotela res pokazati, koliko hitro se to lahko naredi. In upam, da vam je videz všeč, meni je zelo in res zjutraj sem ga pogledala in po moje ga bom kar dostikrat še uporabila. In je res za take dneve, kakor zdaj, ko sem dala bolj temno šminko, ko hočete bolj poudariti obraz, ali pa za tiste dneve, kadar so vam lasi v napoto in je res lepo zviti in ni tista običajna kitka, ki je že vsem nekoliko dolgočasna. Če vam je bil video všeč, dajte en všečk, delite, šerite, pa tudi dajte komu da všečka moja stran, pa se vidimo drugič. Čau, čau!